imamo že v prvih tednih te koalicije ogromno afero s poslancem Borisom Mijićem, ki kaže pravi obraz te vlade. Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila proti korupciji, bi predsednik vlade, ministri te vlade in predsednik stranke Resnica isti dan, ko so prišla razkritja na dan, od poslanca Borisa Mijića brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop. Namreč, Boris Mijić je kot direktor podjetja svojim delavcem dolžen več 10 000 evrov. To je razkrila Delavska svetovalnica, na katero so se obrnili bivši zaposleni v tem podjetju s primernimi gradivi. Ob tem je ta isti poslanec državi, se pravi FURS-u, dolžen več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Boris Mijić je kot direktor in prokurist podjetja delavce brez njihove vednosti odjavljal iz socialnih zavarovanj s ponarejenimi podpisi. Zaradi tega ima policija že od lanskega leta proti njemu odprte postopke. To je kaznivo dejanje. Ponarejal je podpise, da je svoje delavce brez njihove vednosti odjavil iz socialnih zavarovanj in policija ima proti njemu odprte postopke, ponavljam. Da bi te kršitve prikril, protikorupcijski komisiji ni prijavil lastništva tega podjetja. Če spomnim, zaradi samo te alineje, zaradi samo te kršitve so ljudje v Sloveniji brez kakršnihkoli rezervacij končevali politične kariere. Pri gospodu Mijiću je to samo ena od kršitev, da lastništva podjetja ni prijavil. In konec koncev obstajajo zelo jasni indici, ki jih je razkril portal Necenzurirano, da ne glede na vse to, gospod Mijić preko podjetja svoje žene še vedno opravlja storitve za podjetje Kolektor kot podizvajalec gradnje železniške postaje v Ljubljani. Tudi videli so ga tam. To je 5 zelo težkih obtožb, ki kažejo na sistemsko korupcijo, ki kažejo na to, kar je opozoril gospod Rajko Pirnat, da gre za grobe kršitve zakona o integriteti in korupciji, in nedvomno je, da tak človek ne bi smel biti poslanec. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak poslanci hkrati moramo biti zgled. In ravnanja, kot so odjavljanje zaposlenih iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem podpisov, kot so množično neplačevanje davkov in prispevkov, kot so neplačevanje plač delavcem in konec koncev dolžništvo različnim upnikom, ki ne morejo do denarja, bi morale ne glede na politično usmeritev ali prepričanje biti tista skupna točka, kjer povemo, da je to v naši družbi nesprejemljivo in da ljudi z takimi nahrbtniki ne moremo imeti v prvih vrstah političnega vodstva države. Ker ne predsednik vlade Janez Janša, ne katerikoli od ministrov, niti pravosodni, ki je konec koncev zadolžen za pregon korupcije, še manj pa predsednik stranke Resnica in predsednik Državnega zbora gospod Stevanović, ki bi moral biti pripravljen pometati pred lastnim pragom, od poslanca Mijića niso zahtevali odstopa, bomo to zahtevali poslanci Levice.